Dobro jutro, Tinkara Kovač, dobro jutro, Bor Zuljan. Še Dobro enkrat jutro. pomahamo našim gledalcem v tem primeru in pa seveda zaželimo dobro jutro še enkrat vsem našim poslušalcem. Bomo dali tudi Boru besedo v današnji jutranji debati. Bor, ne boš samo na kitari spremljal Tinkare. Ja. Tinkara, za začetek, dajmo malo tako reči, kakšna je letošnja zima, kraška zima? Super je, zelo kreativna, izdala sem album, na to sem čakala že kar nekaj časa in vse poteka v enem takem lepem kreativnem duhu. Odlično. Jutri bo natanko 25 let tvoje glasbene kariere in tudi odkar smo prvič slišali skladbo Veter z juga. Bravo, sem še živa! Ima skladba, recimo Veter z juga, zaradi tega posebno vrednost v tvojem življenju? Najprej kot skladba, skladba kot taka, da dobiš kot prvo svojo skladbo En veter z juga, je to najlepši možen način začetka neke glasbene poti zame. To je še vedno ena mojih najljubših skladb in slišim, vidim tudi strani moje publike. Tako da, čeprav Veter z juga napoveduje slabo vreme, to mornarji dobro vemo, ne? Je meni prinesel veliko dobrega. Veliko dobrega, ne? Ampak zdaj, in tudi danes mi bo. Zagotovo bo, ker bomo skladbo seveda tudi slišali v živo. Zdaj, ker smo že pri začetkih, Bor, tvoja glasbena kariera, kje in kako se je začela? Ne, to zdaj nisem želel vprašati. Ja, to so pa davna leta, ko sem še mlad fantiček bil. Pri 6, me je oče vpisal v glasbeno šolo in en lep spomin je ta Tršica v pripravnici, pri teoriji. Je vsakič, kaj je napisala na tablo, mogla priti do moje klopi in mi povedati, da sem jaz z velikimi tiskanimi napisal Celinka. Ker oni so pisali, jaz nisem še bil v prvem razredu osnovne, nisem znal še pisati pisanih, ne. Tako zgodaj se je začela. No, več pa ne bomo govorili. Kilometri in kilometri. Vse ostalo je zgodovina. Kilometri in kilometri glasbe je že za vama. Se je prijetno mogoče spominjati tako začetkov? Ja? Meni zelo. Sproščeno. Takrat je bila tudi taka zdrava scena, ni bilo teh paralelnih svetov in ko smo šli na radio, se nismo niti rabili lepo obleči. Nobene kamere, sem prišel noter, je rekel prijatelj Sandi, tehnik, je rekel, pa se to bo cela reč, ker sem prinesel inštrumente, enkrat je bila samo kitara in mikrofon spredi. Se časi kar spreminjajo. Če ostanemo pri skladbi Veter z juga, na albumu Neskončnost ima novo preobleko. Si je skladba po tolikem času zaslužila to novo preobleko? Si je, zato ker na začetku smo jo posneli brez živih bobnov, ker na sintesajzer je to našraufal Marino Legovič in tudi brez žive basovske kitare. In po 25 letih mislim, da si En veter z juga z moje strani zasluži moj aktualni vokal, ki ni bistveno drugačen od tistega, pa vendar. In to je bil tudi povod, da sem se odločila, da naredim to nekakšno retrospektivo. Bomo o tej skladbi seveda še v nadaljevanju kaj rekli, pa tudi o novem albumu. Zdaj pa Tinkara Kovač in Bor Zuljan v živo na Radiu Robin. Veter z juga. Je obstala, nočem umret. Jaz sem vendar še premlada, hočem živeti. On pa je tam kar obstal in se je spraševal, če je res vsega kriv. Pa je rekla, da jo je zvabil veter z juga. Kar naenkrat se je zdramil, ne morem verjeti. Saj si žena, saj si mati, tak je ta svet. In ko gre
kričal je za njo, je že dala slovo in otrokom poljub. Mirno spite, vi ne poznate vetra z juga. In so rekli, da je drugačna, da nikogar skoraj ne pozna in stalno ponavlja vedno iste besede, šteje korake. In so rekli, da je prepozno, da podnevi veter lovi, po noči zvezde nabira in samo govori, beži. Če bi zmogla, bi mu rekla, tako mi je žal. Res verjela sem, hotela, me nisi spoznal. Pa je odšla brez besed, le en kratek pogled na domače luči in je rekla, proč me odpeljim veter z juga. In so rekli, da je drugačna, da nikogar skoraj ne pozna in stalno ponavlja vedno iste besede, šteje korake. In so rekli, da je prepozno, da podnevi veter lovi, po noči zvezde nabira in samo govori, beži. In so rekli, da je drugačna, da nikogar skoraj ne pozna in stalno ponavlja vedno iste besede, šteje korake. In so rekli, da je prepozno, da podnevi veter lovi, po noči zveze nabira in samo govori, beži. Do zadnjega trenutka. Bravo, odlično. Tinkara Kovač in Bor Zuljan v živo na Radiu Robin in skladba Veter z juga. Tinkara Kovač je naša jutranja glasbena gostja. Jutri bo 25 let njene glasbene kariere in tudi seveda skladbe Veter z juga. A si ob tem človek zaželi kaj, recimo, kaj je ena taka obletnica? Bora Zuljana. Glej, jaz sem ga poklicala par dni nazaj, ko me je vaš Sandi poklical, ja, povej mi, kako boš skladbo izvajala. A ja, v živo bo to? Aha, dobro. In potem sem si rekla, tako kot rečejo Angleži, think big. In rečeš tako, 25 let, Veter z juga, Gorica, Bor Zuljan. Odgovor je kot na dlani, potem sem ga poklicala in on je rekel, ma kaj so vsi tvoji kitaristi zasedeni. Rekla, ne, jaz prav tebe kličem. Ma kaj si čakala 25 let? Ona je vedno imela en kup kitaristov, se je rekel, zakaj pa zdaj mene? Tako malo nenavaden klic, ampak je prijetno verjetno sodelovati s Tinkaro. Jaz pravim, in še rekla je, kot da je padlo z neba, se je rekel, veš, že ima za bit, ne, se je že imelo za zgoditi. Mogoče smo rabili dozoreti oba, da smo se zdaj združila, ne. In mislim, da jaz sem zelo užival med igranjem te skladbe, tako da je bilo prav veliko veselja. In tudi vam, gospodu Radio Robin, celo ekipo. Gospodu Radio Robin je najboter za to lepo in krasno sodelovanje in res hvala. Ja, res je. Ne, hvala vama, mislim, jaz sem malo jokala, sem se malo tresla. Predvsem se spomnim v bistvu te skladbe z Eme, ne, in se spomnim, ko sem kot otrok se
zaigrala, da pojem in kao da igram flavto. Nimam posluha, za razstope sem bila zmeraj ta prva. Tako da, ja, nek tak spomin. Prijetni spomini, ja. Tinkara, zunaj imaš album Neskončnost. Ima poseben pomen tale naslov? Ja, neskončno sem dala naslov, zato ker so me večkrat vprašali, kot smo se prej pogovarjali, to neumno vprašanje, ne? No, sej, ja, da če se še ukvarjam z glasbo in če se še bom. In Zame je glasba, Ok, si odgovorila vse. zame je glasba kot dihanje in gre v neskončnost. Nikoli je ne bo konec. Okay. Na albumu je veliko akustike, aranžmaji so drugačni, nekaj je novi skladb, nekaj pa je skladb po seveda drugačni probleki. Kako si izbirala skladbe, recimo tiste, ki si jih? Skupaj z Giovannijem Tofolonijem, to je basovski kitarist, basist, ki prihaja iz sosednje Furlanije, Julijske krajine, oziroma ne bi smela reči, Furlanije, ker je Furlan. Tako da on je s takim svojim italijanskim, nekako rahlo distanciranim ušesom od slovenske scene poslušal moje skladbe, jaz sem na par skladb opozorila in potem sva naredila tole. To je potem najprej se je izkazalo, da bo to nekakšna koncertna razglednica oziroma vizitka, ki nam bo odprla koncerte v kulturnih domovih in na takšnih umirjenejših prizoriščih. Potem se je zgodilo, kar se je zgodilo, nekaj koncertov smo imeli, pa vendar je potem album čakal, da izide točno ob pravem času. In sicer ob moji 25. obletnici. Odlično. Sodelovanje tudi z Ianom Andersenom, ne? Res je, ja. Na tem albumu. Recimo, me zanima zdaj v teh časih, v katerih živimo, ne? Kako je bilo ustvarjati oziroma kako je pripravljati recimo kakšen projekt, kot je recimo nov album? Kako je bilo tebi, Bor? Mislim, vedno je lepo, ker to je, tako kot je rekla ona, ko te vprašajo, ne, tisto vprašanje, ko me ne bo več, pomeni, da ne igram več, oziroma ko ne igram več, me ne bo več, ne, v bistvu. Se pravi, glasba je življenje za nas, kot smo jaz, Tinkara in taki. Se pravi, če nam to poberete, pač enostavno umremo, ne. Tako da ustvarjanje je bilo v tem obdobju zame zelo pomembno, ker sem v bistvu spet dobro v slabem iskal, ne? In se je pokazalo dejansko, da je bilo to tisto dobro v tem slabem, ker sem v bistvu napisal ogromno materijala, ogromno novih skladb, ogromno idej je v mojem studiu shranjenih, samo da dozorijo in da pridejo do glavnih izvajalcev in to je to. Tako da jaz sem bil zelo ustvarjalen v tem obdobju. Tudi jaz sem si na začetku rekla, ok, zdaj ne bo koncertov, ok, ojačaj svoj glas, čuvaj svoj glas, vadi. In potem se je celo to zgodilo, da sem raziskovala nove tehnike ogrevanja glasu in tako dalje, da sem izboljšala svoj glas in da sem še celo povečala volumen in obseg. Torej tudi jaz sem iskala nekaj dobrega v tem, poleg tega, da sem tudi sama začela delati ene projekte, med drugim enega, ki se ga zelo veselim, uglasbitev poezije Srečka Kosovela. Bravo. Se pravi, sta ga preživela zelo konstruktivno in v bistvu v pozitivnem smislu. Verjetno je zelo, zelo pomembno, da človek ohranja tisto, kar v življenju pač seveda rad in z ljubeznijo počne. Vedno iskati vsem slabem dobro, ne? Tako kot si prej rekel, ne? To ni ovira, težava, ampak izziv. Samo to je razlika. To besedo je treba zamenjati in se stvari potem čisto drugačne. Želje za naslednjih 25. Ja, to more biti pri taki obletnici. Pa še mogoče, kako boš praznovala to? Da posnameva z Borom en komad. Evo, to je prva želja. Za začetek, kar ni malo, ne? To je kar velika in ambiciozna. Ampak bo veliko veselja. Tako kot reče Marino Legovič, smo poskusili narediti slabo, pa ni rad. Da citiram. Tam je všeč. Bravo Marino. Tam je všeč. Smo se trudili narediti, da bi bilo malo slabo, prav nam znamo. Ne znamo. Dobro, zaključimo potem s tem. Tinkara Kovač in Bor Zuljan, najlepša hvala, da ste se odzvala povabilo v naš studio in srečno in še enkrat čestitke za 25-letnico. Radio